32 kg razstreliva iz 350 kg težke topovske granate iz Prve svetovne vojne ima lahko tudi danes, po skoraj 100 letih, uničevalni učinek. Iz varnostnih razlogov so umaknili ljudi iz nekaterih bližnjih delov Solkana in tudi italijanskega Šentmaura. Bojan, imaš dovoljenje za delo, ne sme priti niti muha noter. Glavno delo pa je seveda potekalo v Soči, dober 1,5 metra globoko. Ja, najtežje je bilo v bistvu potem slediti z bombo in kontrolirati, da se ne bi kaj med potjo, med samim vlekom preveč napačno obrnila. Bi samo od sebe lahko prišlo tudi do razstrelitve? Ja, teoretično je to mogoče, vendar glede na naše podatke, kar jih imamo, je ta možnost minimalna. Problem je bil potem, da je tudi pri tej minimalni, kadar ti ne obvladaš vseh pogojev. Potapljača pirotehnika sta na granato namestila obroč, jo obdala z jeklenico ter jo s pomočjo vitla zvlekla ven na breg in kasneje na tovornjak, s katerim so granato odpeljali v začasno skladišče, kjer bo počakala na uničenje. Ja, mi smo določili domet in ta je glede na konfiguracijo terena in to je bilo od 200, na katerih delih pa tudi do 700 metrov. Na ravnem pa? Na ravnem bi se pa to povečalo najmanj na 900 metrov. Področje Gorice je bilo na soški fronti strateškega pomena, zato prav gotovo skriva še veliko neodkritega razstreliva.